Včerajšnje teroristično dejanje je bilo napad na kaj oziroma na koga? Na vse praktično. To je napad na demokracijo, to je napad na novinarsko svobodo, pravico do izražanja, konec koncev napad na civilizacijo in napad na nedolžne ljudi. Vsaka žrtva takšna je grozna. Vsaka žrtva taka, tokrat gre za novinarje, drugič bo pa kakšna druga profesija. To je napad na vse nas, ne glede na narodnost, veroizpoved, politično prepričanje. To je pač napad na normalnost, ne vem, brez besed sem v resnici. Zelo me skrbi ta trend in kaže na to, da se kolektivno kot družba, ne samo mi Slovenci, ampak nasplošno Evropa, pa tudi širše, premikamo na polje oziroma v čas, ki bo zelo verjetno precej nestabilen in to me zelo skrbi. Predvsem je barbarski napad. Napad na kaj pa je, bomo videti potem, ko se bo videli, zakaj je v resnici pravzaprav šlo. Gre za barbarsko dejanje. Če bo res vmes pisanje oziroma dejavnost ljudi, potem je tudi to napad na svobodo medijev. Ampak do takrat predvsem je to barbarski napad, ki ga treba prosto obsoditi. Ja, vsekakor tudi, kot kaže ta današnji odziv tule slovenskih novinarjev, očitno tudi slovenska novinarska srenja to dojema kot napad na novinarstvo kot tako, na napad na pravico do svobode izražanja in mislim, da kot takega ga je treba tudi obsoditi. No? Jaz to vidim kot logično nadaljevanje stvari, ki jih živimo že dlje časa. In ne vidim tega kot osamljen primer, hkrati pa ne vidim tega tudi kot nekaj sistematiziranega. Evropa se tako ali drugače na vseh svojih poljih radikalizira. Radikalizira se pa izključno samo zaradi enega razloga. Zaradi tega, ker se je prostor svobode po 11. septembru ne samo v Združenih državah, ampak tudi v Evropi zožal. K temu so na nek način prispevali tudi novinarji. Na drugi strani so tisti, ki so bili žrtve včerajšnjega pada, tisti, ki so prostor svobode mogoče celo najbolj širili. In zaradi tega je potrebno v tem trenutku odreagirati z bistveno več poguma, z bistveno več refleksije, kot se je reagiralo v zadnjih letih. Nikakor ni tukaj in zdaj ne sme biti prostora časa za širjenje sovražnosti in predvsem strahu. Strah je največje orožje nasprotnika, kdorkoli že to je. Kako se v današnjem svetu, kjer so novinarji tudi tarča takšnih in podobnih dogodkov, ki se beležijo smrtne žrtve, se boriti za te ideale, kot so svoboda govora, svoboda izražanja? Nekdo je predvsem napisal, da mora javnost razumeti, da svoboda medijev se ne konča samo takrat, da nam to odgovarja oziroma da nam to paše. Svoboda medijev je nekaj absolutnega in če se z neko vsebino ne strinjaš, to še ne pomeni, da nimajo ljudje pravice te vsebine izraziti. In zato se je absolutno treba boriti do konca. Enostavno s tem, da počnemo to, kar počnemo najboljše, torej da poročamo o stvarih, ki se dogajajo, da poročamo korektno, da poročamo nehujskaško in da poročamo seveda tudi celovito. In s tem bomo tudi, se mi zdi, zamejili to, da bi recimo nasilje rodilo novo nasilje ali pa nestrpnost. Mislim, da tukaj je ena velika vloga medijev, ki jo lahko odigramo. Ni drugega recepta, kot nadaljevati na tem, ker mi vemo, da imamo prav. Mi se nimamo nečesa sramovati, ne kaj skrivati. Tako da to nas ne sme prestrašiti in ne sme nas ustaviti. To je to. Enkrat računajmo, da bo to tista prevladujoča miselnost splošna in da ne bodo žrtve ne takšne, ne drugačne posledica enega brezumja. Situacija terja več, da ne terja samo angažmaja javnosti, medijev, ampak tudi angažma javnosti širše družbe. In tukaj pa moramo mediji zelo veliko postoriti za to, da si vrnemo ugled. Zaradi tega, ker smo tudi zaradi porušenega ugleda lahke tarče za utemeljene ali pa neutemeljene kritike in napade. Pa s tem ne mislim na teroristične, ampak kakršnekoli. Tako da veliko imamo za postoriti, pa zelo malo časa.